Zakora, brez tebe ne bi nikdar našla križastega maha. Seveda, vem, kje raste, zato mi ni težko, a priti do njega res ne bo lahko. Ampak govedo, ki drug teden pride v zavetišče lepo pero, bo zagotovo hvaležno. Tako se jim bo krzno veliko bolj svetilo. Pa ga imam. No, saj je kar šlo. Fluttershy, le povej, morda to dovolj bo? Joj, kaj pa vem, je za velik trop, zato morda za vso to vrečo šop? Nalezla sem se od tebe, Zakora. Ne. Zakora, je vse v redu? Ne skrbi, ne, le zmočila sem se. Zdaj vsaj vas križasti mah zame na dosegu je. Kaj se ti je zgodilo? Čisto iskreno, dobro ne vem, a nenadoma močno šibka sem. Moj mali poni. Želim si vedeti, kdo v resnici si. Moj mali poni. Čarovnije ti z menoj delila bi. Pridi greva na potec, z nasmehom greva v isti svet. Deliti prijaznost je lahko, z malo čarovnije laže bo, da si moj mali poni. Vedi, da si moj prijatelj ti. Dobro, Zakora, pa prisluhnimo še dobremu staremu srčku. Mislite, da je kaj resnega, doktor? No, to ni bil dober znak. Ne morem verjeti, da je to naredila Roža. Nazaj vzamem, da sem mislila, da je lepa. Iščemo katerokoli barvo, ki ni rdeča. Se mi je kar zdelo. Bojim se, da imaš zelo redko bolezen po imenu močvirska mrzlica. Povejte, doktor, kaj storiti mi je? Nisem še imela močvirske mrzlice. Žal je v tej bolezni znanega bolj malo, razen seveda njenih simptomov. Sprememba krzna, kašljanje mehurčkov, kihanje ob šoku, zmedenost in v zadnjem stadiju se pacient spremeni v prav tisto drevo, ki odvrže cvet, ki širi bolezen. Kaj naj pa storimo zdaj? Kako se s tem soočim naj? Zdravila žal še ne poznamo. Žal mi je, Zakora. To je res huda vest. Kar v miru se pogovorita. Zakora, vsega sem jaz kriva. Če mi ne bi pomagala s križastim mahom, ne bi dobila močvirske mrzlice. Tako mi je žal. Fluttershy, to tvoja krivda ni. Nimamo kaj, se pač zgodi. Tega ne sprejmem. Gotovo ti lahko nekdo nekje pomaga. Vem za zdravilko legendarno, ki ji ne spodleti, a poznam jo le iz zgodb izpred davnih dni. Skrivnostna in z masko v noči je prišla in vse sitne nadloge je pozdravila. Kaj zgodilo se z zdravilko, tega nihče ne ve, saj že dolgo je tega, kar na lepem izginila je. Skrivnostna maska, seveda! Starši so mi govorili o njej, kadar sem bila bolna. Veliko o njeni moči govori še vedno se, ne more biti le legenda, gotovo resnična je. Če te le ona lahko pozdravi, potem jo bom našla. In točno vem, kdo mi bo pomagal. Twilight! 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 Oprosti, ker te motim. A res kuhaš? Ja, s Pajkom tekmujeva v kuhi. Moji cvetačni prigrizki so boljši od njenih kolačkov. Veseli me, da si tu, Fluttershy, ker bova potrebovala drugo mnenje o tem. Oboje je slastno, ampak Zakora ima močvirsko mrzlico in zdravila ni, vsega sem kriva jaz in edina, ki jo lahko pozdravi od skrivnostne maske in moraš mi jo pomagati najti. No, kaj je izbrala? Cvetačne prigrizke, kaj ne?
zadnja knjiga o starodavnih ponjih in še vedno nič o skrivnostnih maskah. Neskrajšane različice? Ja, in knjigo o redkih boleznih, o redkih rastlinah in celotno polico o močvirskem rastju. No, morda bova morali pogledati vse knjige v celotni knjižnici, ampak vem, da bova nekaj našli. Oh. Še ena slepa ulica. Si že kaj našla, Twilight? Twilight? Ježiš, je vse v redu? Dobro sem. Fluttershy, se veš, da bi rada pomagala Zakori. A mislim, da bi nama šlo veliko bolje, če bi se naspali. Iščeva že več ur. Tako mi je žal. Nisem opazila, da je že tako pozno. Ni problema. Prinesla ti bom blazino in... Ne. Mislila sem, da se ti ne spi. Jaz ne morem spati, dokler Zakora ne ozdravi. Vem, kako ti je. A vseeno mislim, da bi nama šlo bolje, če zjutraj začneva znova. Samo obljubi, da si boš kmalu vzela odmor. Lahko noč, Fluttershy. 30-centimetrski pekoč. Teflonski pekoč! Kaj pomeni ves ta hrup, dame? Žal mi je, ampak ugotovila sem, kdo je skrivnostna maska. A res? Morala sem le kombinirati knjigo o maskah z drugo knjigo o starodavnih konetajskih zdravilcih, nato pa s tretjo knjigo vse prevesti iz stare ponščine in je šlo. Zakora je imela prav. Skrivnostna maska ni zgolj legenda. Skrivnostna maska je bila Mage Meadowbrook. Starodavna čarovnica iz senenega močvirja? Preučevali smo jo na Celestini šoli. Si prepričana? Absolutno. Mage Meadowbrook ni bila le čarovnica, bila je tudi zdravilka. In takrat so zdravilci nosili maske, da ne bi še sami zboleli. Fluttershy, tako zelo ponosna sem na te, ker si uporabila raziskovalne spretnosti in vse razvozlala. Ampak Meadowbrook je živela že zdavnaj in kaj ni izginila? Če pa greva v seneno močvirje, bova morda našli kaj je pustila za seboj. Nekaj, kar naj bo vodilo k zdravilu. Zdi se malo verjetno, a morda pa le uspe. Morava poskusiti. Pot sem že načrtovala in na poti lahko preveriva, kako je Zakora in na to. Wow. Zdaj bova odšli? Seveda. Vsako sekundo, ko še čakava, je sekunda, ko Zakora kašlja mehurčke. Ampak Fluttershy, nič nisi spala in to je dolgo potovanje. Nima smisla, da me preprečuješ, Twilight. Ne smeva zgubljati časa. Lahko prej vse zatrkujeva? S seboj imam cvetačo. In ne kolačko s sladkim krompirjem? Vse sem pojedel. V bistvu so zelo dobri. In takrat sem ugotovila, da je bila skrivnostna maska v bistvu Mage Meadowbrook. Čudovito, Fluttershy. Res navdušena sem. Trudila se bom, da me ne bo preveč skrbelo za vajo. O ne, Zakora, nisi rimala. Očitno se ti slabša. Ne, nikakor ne. Nekaj in nekaj še? Takoj morava oditi. Vodi naj, Fluttershy. No, kje misliš, da je živela Meadowbrook? Nisem prepričana. Mogoče lahko koga vprašava? Mislim, da smo edini tukaj. Čakaj, to drevo pa poznam. Ja, to je gotovo to, kot na ilustracijah njenega doma. Vsak, ki živi v drevesu, je v mojih mislih prijatelj. No, če je vhod zapečaten, bomo morali odkopati vhod. Umakni se, Twilight, nočem, da se poškoduješ. Ali bi pa poskusili s kljuko? Res se zgubil, sem te ljubil. Zlahka zgrešiš. Wow, videti je že leta zapuščeno. Twilight, glej! Tak lukvan je Zakoro okužil z močvirsko mrzlico. Me prav zanima, če je tudi Meadowbrook iskala zdravilo za mrzlico. Misliš, da jo je našla? Upam, da ne, ampak raje se ne prenagliva.
Prav o tem govorim. Te vznemirjene cvileče zvoke spuščaš. Nobenih vznemirljivih cvilečih zvokov ne spuščam. Zdaj lahko nehata kričati. Nisem vaju hotel prestrašiti. To velikokrat počnem. Strašiš ponije ali se strašljivo gugaš v temi? No, najbrž kar oboje. Ime mi je Cattail. Zelo me veseli. Enako, ampak smem vprašati, zakaj si v domu Mage Meadowbrook? Jaz skrbim zanj. In nič kaj rad ne čistim. A pravijo, da tudi moji sorodniki niso. Zato dvomim, da bi jih motile pajčevine v našem starodavnem domu. Torej si v sorodu z Mage Meadowbrook? Marička Twilight, uspelo nam je. Ne le, da sva našli dom Mage Meadowbrook, celo njenega pravega potomca sva našli. Resno, nikdar si ne bi mislila. No, torej iščete nekakšno zdravilo, kaj? Vesta, sicer je bila Meadowbrook poznana po tem, da je vedno pisala v dnevnik. Če je imela zdravilo za vaju, bo najbrž tam. Pridita, pokazal vama bom knjižnico. Knjižnico? To je beseda! No, knjižnice so vseh oblik in velikosti. To je dobro. Manj časa bo rabili, da vse pregledava. Danes me je mama silila z grahom. Grah je ogaben. In najbrž lahko tega preskočiva, razen če našla zdravila takrat. Danes sem spoznala žrebička. Pocuka me je za grivo, zato sem mu dala žabo na glavo. Tudi to ne pomaga. Me pa malo zanima, kaj se bo zgodilo. Čakaj, poslušaj to. Danes sem spet poskušala zakuhati eliksir proti prehladu. In končno mi je uspelo. Meadowbrook, mislim, da je čas, da dobiš to. Čisto moja zdravilska maska. Misliš, da sem pripravljena, mama? Kaj je to povzročilo? Mama ji pravi močvirska mrzlica. Trudiva se najti zdravilo, ampak ni prav lahko. Mrzlica se je divje širila. Če kmalu ne najdemo zdravila, se bojim, da bodo vsi poniji v hudi nevarnosti. Ker je mama bolna, sem mislila, da nikdar ne bom našla zdravila. A ko sem danes strmela v te preklete rože, sem nekaj videla. Bliskovite čebele! Ugotovila sem, da strup rože ne vpliva na bliskovite čebele in če so imune na močvirsko mrzlico, bi bil njihov med lahko zdravilo. So pa tako agresivne, ko branijo svoj panj, da nisem vedela, kako priti do njega. Zdaj pa vse ali nič. Danes sem ozdravila mamo in vse prebivalce močvirja. To je bil najboljši občutek, kar sem jih kdaj doživela, in obljubila sem, da bom življenje posvetila zdravljenju ponjev po vsej konjetaji. In prav to je počela. Vse, dokler ni izginila brez sledu. Torej morava le najti tiste agresivne bliskovite čebele in jih prepričati, da nama dajo med. Seveda, ne piše, kako je to uspelo. Kaj? Imam razmršeno grivo? Vem, da že dolgo nisem spala, ampak... O ne! Dobila sem močvirsko mrzlico, kaj ne? Misliš, da je to res potrebno? Kaj? Pravim, če misliš, da je to res potrebno.
Ja, nočem, da bi se okužila še ti in Katel. Pazi raje, da ne zboliš še bolj. Brez počitka se bo stanje le še poslabšalo. Res bi morala počivati, preden se soočiš z bliskovitimi čebelami, ker so nadležne živalce. Mam, nečesa o meni ne veš. Sem zelo dobra z živalmi. Poleg tega pa Dogtail. Cattail. Zakora računa name. Pomagati ji moram, tako kot je Meadowbrook pomagala svoji mami in vsem močverskim ponijem takrat. Ampak Fluttershy, čeprav je Meadowbrook skrbela za vse ponije, mislim, da je skrbela tudi zase. Ne boš me spet pregovorila, Twilight? Glede na to, da je polna, je pa močna. Pan bliskovitih čebel je naravnost pred nami. Si prepričana, da nočeš, da grem s tabo? Ne, prenevarno je, Twilight. Poleg tega imam na vesti že eno bolnico. Ne pustim, da se to zgodi še komu. No prav, Fluttershy, saj boš zmogla. Vse je v glavi. Živjo, bliskovite čebele. Prosila bi vas za malo medu. A tako, drugim ga nikdar ne date. Ampak res ga potrebujem. Nisem hotela, da bi prišlo do tega, ampak bom pač morala uporabiti strmenje. Pa ste res agresivne? Ojoj. Oj, kaj je bilo? Kje pa sem? Tako sem vesela, da si dobro. Še vedno si v Meadowbrookinem drevesu. Omedlela si, a Twilight je izstrelila čarovnijo in te ujela. Bilo je noro. Sveta nebesa. Je kaj novega za Koro, je vse v redu? Izvedela sva, da je začelo vaši zebri poganjati listje. Se že spreminja v drevo? Mislila sem, da je več časa. V bistvu si spala 3 dni. 3 dni? Tako dolgo si spala, da sva se bala, da se ne boš mogla premakniti, ko se zbudiš, a na srečo si bila le zelo utrujena. O, Ježiš, vrniti se moramo k panju. Toliko časa sem zapravila. Počakaj malo, Fluttershy. Tiste bliskovite čebele so zvite. Katel ima prav. Še s čarovnijo jih ne moremo umiriti. Najti moramo drug način, kako priti do medu. Vse mogoče sva poskusila. Od kring do stvari, o katerih raje ne bi... Veliko je pretrpel v teh 3 dneh. Čakaj, krinke. Točno! Vem, kako ji je uspelo. Vem, kako je Meadowbrook prišla do medu. S tem je Meadowbrook dobila med od bliskovitih čebel. Vanja je vrgla masko? Tega ne bi priporočal. Ne, samci čebel niso agresivni ob kraljici matici in ta maska ima enake proge kot ona. Fluttershy, to je genialno! Ne zapravljamo časa. Držim kopita. No, šmenta, ne morem gledati. Ne, vse je v redu. Twilight, deluje! Mislim, da je zdaj zdrava, Fluttershy. Spet se počutim kot jaz in ta med mi res gre v slast. Spet rimaš! Dobrodošla spet nazaj. Hvala, Fluttershy, za vse, kar si preživela. Če ne bi bilo tebe, ne bi ozdravela. Oj,
če ne bi bilo mene, sploh nikoli ne bi zbolela. Obžalovati ničesar ne smeš, saj na tej poti si veliko se naučila, veš? Res je, vsekakor sem se naučila, da če ne poskrbiš zase, ne boš mogel poskrbeti za nikogar drugega. V bistvu, če bi počivala, kot je Twilight že od začetka predlagala, bi morda že prej uporabila medobrukino masko. Prosim, reci, da si našla zdravilo. Oj, mali poni. Oj, mali poni. Oj, mali poni. Za Minimax sinhronizira produkcija Falcon.